Lepo pozdravljeni. Sredi aprila bodo na Sremiški cesti v Krškem začeli graditi 16 novih najemniških stanovanj. Predstavnika investitorja Rudar Senovo in izvajalca lesnina MG Oprema iz Ljubljane sta v četrtek podpisala gradbeno-izvajalsko pogodbo. Na tem mestu, kjer zaenkrat še stoji objekt nekdanje Gastromiksove kuhinje, bo kmalu stal nov stanovanjski blok. Z deli bodo začeli po velikonočnih praznikih. To bo Sremiška cesta 13, 16 stanovanj, ki se bodo začela graditi v aprilu, sredi aprila, predviden zaključek gradnje pa sredini novembra leta 2024, ko bo objekt tudi pripravljen za najemnike. Gre za stanovanjski blok v 3 etažah, stanovanji različnih velikosti, od garsonjer do trosobnih. Skupna neto površina dobrega 1300 kvadratnega metra, vključuje poleg stanovanj tudi shrambe za posamezno stanovanje. Vsako stanovanje bo imelo zunanje površine, se pravi balkon ali teraso, 11 parkirnih površin znotraj v garaži, se pravi podkleteno, in dodatnih 14 odzunaj na terenu. Gre za klasično gradnjo, se pravi armirano betonsko gradnjo z opečnimi zidovi. V bistvu tak projekt enak je bil že izveden in v bistvu ga, ponavljamo oziroma gradimo ponovno enakega. Vrednost naložbe znaša 3 milijone evrov. Strani Ministrstva za okolje in prostor bodo pridobili nepovratna sredstva v višini 1,5 milijona evrov, razliko pa bo krila družba Rudar Senovo z dolgoročnim zadolževanjem. Krški župan Janez Kerin, ki se je udeležil podpisa pogodbe, je ob tem dejal, da zaradi predvidenega priseljevanja načrtujejo spremembe že sprejetega stanovanjskega programa. Tudi iz tega izhaja potreba takšnih gradenj, kot je danes pogodbi, podpisu pogodbe. Kot je bilo že navedeno, delamo tudi na Žlapovcu, tako imenovanem projektu, predvidite dodatnih 17 neprofitnih stanovanj, odkupujemo zemljišča oziroma starejše stanovanjske objekte na trgu Petra v Brestanici, tudi to nekako poskušamo pokrivati. To bo sicer 4. takšen objekt na Sremiški cesti, ki bo hkrati zadnji večstanovanjski na tej lokaciji. V Krmelju pa so predstavili projekt vzpostavitve dislocirane bivalne enote za starejše. Dom upokojencev in oskrbovancev Impolca in občina Sevnica se bosta namreč prijavila na razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Če bosta uspešna, bo na naslovu Krmelj 38, kjer danes stoji stara hiša, tako ji pravijo domačini, stala stavba za 16 stanovalcev širšega območja Mirnske doline. Nova bivalna enota naj bi stala na naslovu Krmelj 38, kjer trenutno stoji hiša predvidena za rušenje. Ta je v lasti občine Sevnica, kar je tudi pogoj za prijavo na razpis ministrstva, zato gre za skupni projekt občine in doma upokojencev in oskrbovancev Impolca. Naši načrti so, da bi v tej enoti, to je pač dopuščal ta prostor, živelo 16 uporabnikov, v 5 dvoposteljnih sobah in 6 enoposteljnih sobah. V pritličju pa bodo v bistvu prostori namenjeni društvom, šoli, medgeneracijskemu povezovanju, prostovoljstvu, skratka skupnostnim oblikam programa. Dokumentacija je pripravljena v idejnem smislu, v gradbenem smislu je potrebno še pripraviti projekte za gradnjo. Občina bo sprejela sklep o prenosu zemljišč na Republiko Slovenijo, kajti tak je pogoj razpisa, in tudi pripravila dokumentacijo za tiste ureditve, ki so v samem investicijskem programu predvidene, da jih izvede občina. V letošnjem letu je predvidena prijava na razpis in do konca leta postopek pridobitve gradbenega dovoljenja. Potem izbor izvajalca in gradnja v letih 2025 in 2026. V letu 2026 zaključek projekta in nekako vselitve. Se zavedamo, da je potreba po takšnih enotah izredno velika. Nič drugače kot po verjetno celotni Sloveniji, tudi v naši dolini, tule mi rečemo dolina Hinje, Krmelj, Šentjanž, Tržišče. Tako da, skratka, zelo se veselimo te izvedbe. Projekt je ocenjen na 3 milijone 400 tisoč evrov, od tega si v domu upokojencev in oskrbovancev Impolca nadejajo sofinanciranje v višini 2 milijonov. Prispevek sevniške občine pa bo predvidoma 200 tisoč evrov.
Zdaj pa v Brežice, kjer so se danes srečali župani jugovzhodne Slovenije in Posavja na temo romskega vprašanja. Več v nadaljevanju. Danes smo se tu zbrali župani Dolenjskega in pa Posavja. Glavni razlog je pa bil, da se v naših krajih pojavlja vse več kršenja javnega reda in pa miru in pa predvsem tudi nasilja. Zelo pogosto ugotavljamo, da so vzroki tudi vse bolj pogosto mladoletne osebe. Zato seveda se že kar precej časa ukvarjamo tako na občinah, ko prihaja vse več pripomb oziroma vse več pobud, da je treba nekaj na tem storiti. Sam osebno kot župan, pa tudi ostali župani govorijo enako, da smo imeli kar nekaj posvetov tudi s policijo. Jaz osebno sem imel tudi nekaj posvetov tudi s tožilstvom in nekako ugotavljamo vsi skupaj, da gre dejansko za sistemske probleme in prihajamo v stanje, ko vsi pravijo, da postajamo nemočni. Zato seveda smo se župani dogovorili med seboj in poskušamo z nekimi pobudami, dodatnimi tudi verjetno za spremembo zakonodaje, doseči, da bi se to stanje v prihodnosti nekako izboljšalo oziroma da se naj bi še stopnjevalo, kajti vemo, da je vsak dan vse huje in huje. Zato treba povedati, da smo kar skoristili to naš nekako neformalno združenje, v katerem smo se že dobili enkrat v Novem mestu, danes smo se v Brežicah in jaz upam, da v prihodnosti bomo nadaljevali z predlogi, ki bojo seveda šli v prid večje varnosti in pa bolj kvalitetnega življenja in pa sožitja med našimi občani. Naša pobuda je zajemala takrat 5 zakonov. 2 zakona sta z področja sociale, en zakon z področja trga dela, zakon o javnem redu in miru in pa zakon o voznikih. Skupno vsem tem je, da zelo jasno oblikujemo pobudo, da je vse, kar ni usmerjeno v to, da bojo otroci zaključevali osnovno šolo in da bojo seveda še naprej rastli v okolju, v katerem ne bo stimulacije za spoštovanje nekih zakonodaj in javnega reda in miru, da seveda s tem tudi ta država aktivno, vsi tisti, ki v Ljubljani rečejo, da včasih smo nestrpni tudi v tem območju, lahko rečemo, da pa na drugi strani je pa naš očitek, da slovenska oblast v Ljubljani na nek način, če je to skupni imenovalec, aktivno spodbuja oziroma jemlje prihodnost tem otrokom v jugovzhodni Sloveniji in Posavju. Torej, današnji sklep skupine 11 županov oziroma 11 predstavnikov občin tega območja je, da oblikujemo predlog zakonodajnih sprememb na način, da jih pošljemo v Državni zbor kot predlog z terena, da zahtevamo, da se omogoči zbiranje podpisov. Namreč po oktobru, ko smo mi oblikovali ta predlog, ga podpisali in posredovali predsednici Državnega zbora, do danes se ni zgodilo nič. Mi bomo v primeru, da bojo pač vse procedure normalno stekle, naše soobčane, verjetno že nekje v mesecu maju, če bo začelo se obdobje zbiranja podpisov, pozvali, da s svojim podpisom podprejo predlog teh spremembe teh 5 zakonov in da na ta način tudi zelo jasno povemo predstavnikom ljudstva, predstavnikom nas vseh državljanov v Državnem zboru, da je treba nekaj narediti. Ostajamo v Brežicah, kjer so v teh dneh končali z obnovo Černelčeve ceste v dolžini 400 metrov na odseku od prehoda za pešce pri zdravstvenem domu do križišča pri trgovini Hofer. Vrednost naložbe, ki je obsegala tudi ureditev krožišča, je okoli 700.000 evrov. Gre za projekt občine Brežice, izvajalo pa ga je podjetje HPG Brežice. Po obnovljeni Černelčevi cesti je promet že stekel, saj so izvajalci dela dokončali en mesec pred pogodbenim rokom. Zgradilo se je po 400 metrov ceste, vključno z rondojem,
razširitev pločnikov za kolesarsko in razširitvijo enega večjega križišča pri Hoferju. Sočasno so zgradili še nov plinovod, meteorno kanalizacijo, avtobusno postajališče ter postavili novo javno razsvetljavo. Največji izziv je bilo v bistvu središče mesta in bližina šole, bolnice, urgence, Špara in čisto logistično usmerjanje prometa, bolj kot sama izgradnja vsega, celega objekta ceste. Ureditev Črnilčeve ceste je sicer naložba občine Brežice in znaša približno 700 tisoč evrov. Ivan Molan je na položaj župana občine Brežice stopil 1. aprila 2005, potem ko je dotedanjemu dolgoletnemu županu Andreju Vizjaku zaradi nezdružljivosti z ministrsko funkcija prenehala. Ob 18. obletnici začetka svojega županovanja je na novinarski konferenci predstavil dosežke preteklih let in načrte za prihodnje obdobje. V zadnjih 18 letih je bil Ivan Molan na mesto župana izvoljen 6-krat, poudarek celotnega obdobja pa je bil, kot pravi, na investicijah. Teh je bilo za okoli 200 milijonov evrov. Prva leta smo predvsem delali to osnovno infrastrukturo, kot so vodovode, kanalizacije, ceste. Zdaj pa delamo praktično že te višji nivo, kot so kolesarske steze. Predvsem veliko delamo na arhitekturni dediščini, obnovili smo te mostove, vodovodni stolp, grad, vse to pa z namenom, da je ta občina prijazna za seveda obiskovalce. V Brežicah so v 18 letih krepko zvišali občinski proračun, pa tudi delež, ki ga namenjajo za naložbe. Molan je ob tem pripomnil, da bodo še naprej aktivno sodelovali z državo pri projektih, ki so v njeni pristojnosti. Od hidroelektrarne Mokrice, vzhodne mestne obvoznice, posodobitve letališča Cerklje ob Krki do projekta Feniks. V tem času se je zamenjalo veliko vlad, veliko ministrstev in vedno smo iskali praktično skupne točke in na koncu jaz verjamem, da je bilo veliko narejenega, verjamem pa, da v prihodnosti bo še tudi. In glede na to, da v neposredni bližini občine stoji jedrska elektrarna Krško, si želijo aktivnejše vloge pri umeščanju njenega drugega bloka. Mestni muzeji so tiste muzejske ustanove, ki so bile ustanovljene z namenom, da pokrivajo mikroprostore. Tako stalnimi in z občasnimi razstavami ter drugimi muzejskimi programi Mestni muzej Krško, ki deluje kot enota kulturnega doma Krško, omogoča prepoznavanje kulturne dediščine mesta in občine. 30. marca so počastili 13-letnico njegovega delovanja. Ta dan pa je tudi dan krškega muzealstva. 30. marec je dan, ki so ga razglasili za dan krškega muzealstva in to zaradi več razlogov. Prvo je bilo leta 1946. Valvazorjeva hiša je bila takrat razglašena za spomenik državnega pomena. Danes seveda je to spomenik lokalnega pomena. V istem dopisu, ki ga je takrat prejela občinska uprava, je bil za predstojnika takratnega muzeja v Krškem imenovan Franjo Stiplovšek, torej slikar, ki ga poznamo tudi v Posavju. Potem leta 2010 pa smo v Krškem odprli ponovno muzej, torej Mestni muzej Krško. Seveda pa je muzejska dejavnost tista, ki je ena osrednjih dejavnosti kulturnega doma Krško. Tudi sicer se jo izvajamo tudi na gradu Reichenburg. Smo upravljavci tega imenitno prenovljenega gradu, pa potem v delu Mencingerjeve hiše, Hočevarjev mavzolej, sočasno ob prevzemu nalog muzejske dejavnosti, pa smo prijeli v upravljanje tudi galerijo Krško, ker se sicer razstavni program odvija že vrsto desetletij. Planinčeva je ob tem dodala, da so lani 87 tisoč obiskovalci zabeležili rekorden obisk na ravni celotnega kulturnega doma Krško. V Mestnem muzeju Krško jih je bilo skoraj 7500. Od tega polovica muzejskih obiskovalcev oziroma šolskih skupin, ker primarno se z to, kar prezentiramo v Mestnem muzeju Krško, je zgodovina mesta in lokalne skupnosti, zato tudi primarno sodelujemo s šolskimi skupinami. Sicer pa so v 13 letih v muzeju pripravili 13 stalnih in 63 občasnih razstav. Trenutno jih je na ogled 8. To je njihova najnovejša, Štoviček in prijatelji s podnaslovom France Vrdjan, ki nekako razkriva kulturni milje Krškega, torej kako so se krški intelektualci, pa bomo rekli bolj širše posavski, povezovali med seboj. V tem konkretnem primeru
izpostavljamo prijateljevanje Franceta Vardjana in Vladimirja Štovička. Seveda pa je v zapuščini Franceta Vardjana se kar naenkrat še pojavil Božidar Jakac, tudi njegova dela, tudi skozi fotografije. Skratka, nikoli ne moremo izpostaviti samo dveh, vedno je to širši kontekst nekega pripovedovanja o lokalnih prebivalcih. Trenutno se v Mestnem muzeju Krško ukvarjajo z raziskovanjem rudarstva v Posavju, torej s premogovnikom Senovo. Pridobili smo nekaj sredstev iz participativnega proračuna, tako da bomo v prvi fazi evidentirali pogovore z rudarji. Želimo si tudi evidentirati čim več predmetov, ki so še ostali, in seveda tudi produkt tega projekta bo video. V tem letu bodo med drugim odprli občasno razstavo o Rezi Pirc in dopolnili nogometno razstavo. Orehova potica je v Sloveniji simbol praznovanja družinskih praznikov. Ob prihajajočih velikonočnih praznikih nam je Darja Bukovec iz slaščičarne Sladka zapeljivost zaupala svoj recept. Danes bomo govorili o potici, ker se bliža čas praznikov, velike noči, v vseh domovih lepo diši in marsikatera gospodinja pripravlja potico. Jaz jo bom pokazala danes na moj način, kako jo jaz pripravljam, mogoče bo tudi komu lažje. Poznamo tudi veliko vrst potic, od orehove do lešnikove, makova, skutina, pehtranova, rožičeva, ocvirkova, ogromno je teh potic in vrst. Danes bomo pripravili orehovo potico z rozinami. Rozine v potici so zelo dobre, sočne in imamo po večini radi. Najprej bomo pripravili testo. Za testo potrebujemo moko, mleko, maslo, rum, vaniljev sladkor, sol, seveda kvas, limonina lupinica in to pa rumenjake. Najprej bomo moko presejali. Zelo pomembno je, da se moka preseje, najprej zaradi tega, da ne bi bila kakšna smetka noter, po drugi strani je pa moka dobi zračnost. In jo lepo presejemo. V moko bomo dodali sol. Moko in sol bomo premešali, da ne bomo kvas prišel direktno do soli, ker potem ne bo nič iz testa. Sedaj bomo segreli mleko, da bo mlačno, toplo mlačno, in en del bomo vzeli in bomo naredili kvasni nastavek. Damo 30 gramov kvasa, dodamo eno žličko sladkorja, da dobi hrano kvas, dodamo en del toplega mleka. To lepo premešamo, da se kvas raztopi. In tako smo pripravili kvasni nastavek. Kvas mora biti svež. Tole smo pripravili kvasni nastavek, ga pustimo. V ostalo mleko dodamo maslo, sladkor in pa vaniljev sladkor. To vse skupaj premešamo. Malo segrejemo, da se lepo stopi maslo s mlekom in sladkorjem. Ne sme zavreti, ker bo prevroče in bo uničilo kvas. Sladkor, maslo in mleko smo lepo stopili, pripravili. Temperatura, če ne veste ali pa da vam se zdi prevroče, pomočite prst noter in boste občutili na roki, ali je prevroče ali je ravno prav. Tale zadeva je zelo ravno prav in lahko delamo naprej. Ločimo rumenjake od beljakov, ker bomo potrebovali beljake za nadev. Rumenjake bomo pa dali tulele v mleko in maslo. Rumenjake premešamo z maslom in mlekom, da se lepo še oni povežejo. Dodamo rum, nastrgamo še limonino lupinco. Kvas stresemo v moko. Malo premešamo. Dodamo vse ostale sestavine. Postopoma počasi mešamo zraven. In sedaj ugnetemo testo. Zelo dobro ga moramo primešati, da se bo vse povezalo. Gnetemo ga toliko časa, da odstopi od posode. Takrat je testo ravno pravšnje. Testo smo zdaj pripravili, sedaj gremo na mikser, ga gnetemo, da se loči testo od posode.
Testo imamo še malo preredko, mora biti bolj gosto in ga moramo še obdelati. Ga še lepo ročno obdelamo, gnetemo na noter. Testo mora biti mehko, voljno. Preveč moke se pa tudi ne sme dajati in dodajati. Posodico malo pomokamo, damo naše testo lepo počivati, to pokrijemo, ga pustimo, da vzhaja, približno, da vsaj enkrat toliko naraste. Približno pol ure, 45 minut bomo videli, kako bo. Pomembna je tudi toplota v prostoru, da je dovolj toplo in da potem on svoje naredi in hitro vzhaja. Ravno prav mora biti dovolj. Ga dajmo počivati. Pripravili bomo orehov nadev. Tole imamo pripravljene orehe mlete, rozine, sladkor, mleko in sladko smetano, rum, cimet, vaniljev sladkor in pa seveda limonina lupinica. Mleko in sladko smetano segrejemo do vrenja. Ne pustimo, da zavre. Do vrenja bo dovolj in s tem poparimo, polijemo po orehih. Smetano in mleko smo lepo segreli, do vrelišča polijemo naše orehe, premešamo, da se bo tole sprijelo lepo. Orehe smo premešali, dodamo sladkor, vaniljev sladkor, naš zelo dišeči rum. Dodamo še malo cimeta, po okusu, malo. To vse skupaj premešamo. Takole, sedaj smo premešali, v tolele bomo vmešali še naše beljake, ki jih bomo stepli. Dodamo še limonino lupino. Beljaki so se nam lepo stepli. Premešamo k našim orehom, pa dajmo postopoma to premešati. Beljak damo notri zato, da imamo bolj rahel nadev, lepo mazast in da bo potička zelo dobra in okusna. Smo dodali tudi dosti začimb. Evo, nadev imamo pripravljen. Sedaj bomo pa našo potico, našo testo. Evo, pogrnili smo prt, na prt bomo potrosili moko, razvaljali testo. Delovno površino si bomo potrosili z ostro moko. Testo nam je lepo vzhajalo. Ga lepo odkrijemo. Evo, in ga takole lepo stresemo. Naše testo je pripravljeno za valjanje. Razvaljamo ga v en tak lep pravokotnik. Vedno pazimo, kako valjamo, da imamo enakomerne robove debele in vse ostalo. Potica ne sme biti, testo ne sme biti razvaljeno ne predebelo, ne pretanko. Če bomo imeli predebelo razvaljeno, ne bo v redu. Si izmerimo, kako imamo dolgega, da približno vemo glede našega pekača, ali smo dobro to pripravili, razvaljali dovolj dolžine ali ne, da nam bo pasalo v pekač. Sedaj damo nadev in ga razmažemo. Jaz osebno imam rada drugače zelo veliko file. Potica mora biti sočna. Pomembno je, da je enakomerno razmazano od roba do roba, ampak zadnji del ne namažemo do konca. Zaradi tega, da se ne bo odprla potica. Evo, potico smo enakomerno razmazali, pazimo, da rob ni do konca namazan, da se bo lepo ona sprijela. In za sladičko še posujemo z rozinami.
Rozine smo predhodno splahnili pod tekočo vodo, ker na rozinah včasih pridejo kakšne smetke, pesek. Sedaj bomo potico lepo zvili, lepo enakomerno najprej jo zavijemo. Prvi del samo malo in potem na tesno zavijamo naprej. Da ne bo zraka notri. Evo, takole. Naš trukaček je pripravljen. Tole polovičko lepo prerežemo, ker bomo dali v pravokotni pekač. V pekač smo dali peki papir, malo smo ga še namestili, da se nam naša potička ne prime. Zelo pomembno je, kako primemo potico. Tale rob, ki nam naj bi bil na notranji strani ali pa na zunanji, ampak na dnu pekača. Tako. Še drugo polovičko. Takole. Potičko lahko mečkano potolčemo in jo prepikamo, da iztisne, da ima zrak in da bo lepo se dvigovala in vzhajala. Jo kar fajn prebodemo. Potica je pripravljena za vzhajanje. Vzhajala bo 45 minut. Po vzhajanju pa smo pripravljeni za pečico. Evo, naša potička je ravno prav vzhajana. Sedaj jo bomo namazali z jajčkom. Celo lepo premažemo. Sedaj jo bomo dali v peč na 180 stopinj za 55 minut. Naša potička je pečena 55 minut in jo bomo vzeli ven. Potico bomo sedaj dali iz modela, se je ravno prav malo ohladila. Obrnemo. Lepo. Potico pred serviranjem lepo posladkamo s sladkorčkom. Malo. Potica je pripravljena za na mizo. Želim vam dober tek. Za konec poglejmo še na naš spletni portal eposavje.com. Dragi gledalci in gledalke, hvala za pozornost in vabljeni v našo družbo znova naslednji torek. Nasvidenje.